Travma je duševna rana. Tako kot se naše rane ponavadi pozdravijo in zacelijo same, se same zacelijo tudi duševne rane, vsaj večinoma. Lahko pa je rana takšna, da se okuži in nato iz poškodbe nastane bolezen, ki je pogosto ne moremo pozdraviti sami, brez tuje pomoči. Zato moramo tudi pri duševnih poškodbah paziti, da iz njih ne nastane bolezen, torej, da ne pride do okužbe in posledično do komplikacij. Zato lahko skrbimo tudi s pedagogiko. Še eden od vidikov psihotravmatologije je, da je travma vedno tudi krč, neke vrste blokada, okamenelost, motnja ritma. Ta krč je treba sprostiti, da lahko omogočimo proces zdravljenja. Moramo aktivirati sposobnost samozdravljenja, ki jo ima vsak človek. Zato je pri travmi zelo pomembno, da čim prej sprostimo krč. Tako se lahko rana sploh začne celiti. Travme se razvijajo v 4 glavnih fazah. Prva faza je travmatični dogodek. Takrat doživimo akutni šok in takrat nastopi veliko fizioloških pojavov, simptomov. Ti simptomi se nato razširijo naprej, recimo hitro bitje srca, oteženo dihanje, tresemo se, imamo zakrčene mišice in tako naprej. Ti simptomi ponavadi izginejo po nekaj sekundah, včasih traja malo dlje. Nato nastopi druga faza. Ta faza pozna veliko simptomov. To so reakcije na dogodke, ki smo jih doživeli. Lahko gre za glavobole, motnje spomina, ne moremo se znebiti grozljivih prizorov, ki smo jim bili priča, lahko doživljamo flashbacke, ne moremo več razlikovati med preteklostjo, takrat, kadar smo doživeli travmatičen dogodek, in med sedanjostjo, ko smo v resnici na varnem. Kar povleče nas nazaj v travmatični dogodek in se ne zavedamo, kaj je res in kaj ni. Lahko doživljamo strah, napade panike, nespečnost. Lahko smo žalostni ali pa neverjetno jezni in sploh ne vemo na koga. Lahko občutimo sram zaradi nečesa čisto banalnega, zaradi česa nismo sami krivi. Prav tako so pogosti občutki krivde, motnje gibanja. Pri teh simptomih pa ne gre za bolezen, gre za poškodbo. Če pa ti simptomi po pol leta še kar vztrajajo, se lahko razvijajo v bolezen, recimo v posttravmatsko stresno motnjo. Do bolezni torej pride v 3. fazi, iz motenj dihanja lahko pride do astme, iz žalosti se lahko razvije depresija, iz motenj spanca se lahko razvijajo hude oblike nespečnosti in tako naprej. Pri hudih travmah, ki jih je povzročil človek, pa lahko pride tudi do 4. faze, če zadeve prej ne začnemo zdraviti. In takrat življenjska zgodba popolnoma razpade. Pride do kaznivih dejanj, do hudih osebnostnih motenj, do samomorilnosti, agresije in tako naprej. Ritmične igre so tu zelo pomembne. Recimo ritmično ploskanje, korakanje, skakanje. Lahko gre tudi za igre z žogo. Recimo dajanje in prejemanje žoge je prav tako ritem. In to pomaga ponovno vzpostaviti ritme v človeškem organizmu. Gibanje je prav tako zelo pomembno. Pogosto rečemo, da od strahu otrpnemo, ampak gibanje
sprosti krč. Prav tako je treba negovati jezik, sposobnost govora. Prav tako je zelo pomembno, da uporabljamo roke. Roke so zelo pomemben del telesa, saj z njimi spreminjamo svet okoli sebe, z njimi nadzorujemo svojo okolico. Po doživeti travmi moramo pogosto roke oziroma dlani znova aktivirati. In to lahko spodbujamo z oblikovanjem gline in drugih materialov. Začnemo nekaj početi, spreminjati svet, začnemo se izražati. Vse to so elementi krizne pedagogike, ki so zelo pomembni. Pomagajo sprostiti krč in sprožiti proces samozdravljenja. V kasnejših fazah travme, ko stvari postanejo kronične, potrebujemo torej varen prostor, saj se samo v takšnem prostoru lahko otrok počuti dovolj varnega, da začne nabirati pozitivne izkušnje z medčloveškimi odnosi. Krč in okamenelost po travmi pa lahko sprostimo šele takrat, ko smo nekje, kjer se počutimo varne. Pri tem pa ne gre le za varno okolico, moramo se počutiti varne tudi v svojem telesu. To je še posebej pomembno pri otrocih, ki so bili spolno zlorabljeni. Po travmi pride do hude motnje vseh ritmov v telesu. Na fizični ravni morajo biti ustanove, kot so vrtci, zasnovane tako, da je poudarek na preglednosti, jasnosti in lepoti oziroma estetiki. Otrok namreč svoje porušeno notranje okolje projicira navzven. Takšni otroci izgubljajo stvari, so pozabljivi. Zato je zelo pomembno, kako je vrtec urejen, saj se to projicira nazaj v otroka in mu tako pomaga. Še ena težava je jezik. Otroci pogosto ne morejo govoriti o tem, kar so doživeli. Zato je pomembno, da tudi mi z njimi govorimo zelo jasno, razločno. Moramo jasno izgovarjati in tudi ponavljati, saj res želimo, da nas otroci razumejo. Ne želimo tvegati, da nas ne bi razumeli. Prav tako je treba pri jeziku, pri govoru paziti na vsebino tega, kar govorimo. Potrebujemo pozitivne zgodbe. Po travmatičnem šoku pa otroci pogosto niso sposobni sprejemati novih informacij. Niso se sposobni učiti novega jezika.
imajo pogosto učne težave. Zato imajo tudi težave z integracijo. Težava je namreč v tem, da niso sposobni sprejemati novega. Čustva bolijo, čustva so problematična, zato iz emocionalnega pobegnejo v racionalno, v kognitivno. Ne zmorejo se namreč spopasti s tem, kar so doživeli. Želijo se učiti matematiko, jezike, želeli bi se učiti od jutra do večera in še čez konec tedna. Takšni otroci se ves čas ženejo za znanjem. In nekaterim učiteljem se to zdi neverjetno pozitivno. Takšne otroke hvalijo, jih dajo drugim za zgled, ne prepoznajo pa travmatičnega vedenja, ki je podlaga za takšno obnašanje otrok. Gre namreč za to, da otroci bežijo pred svojimi čustvi. In pri takšnih učencih pogosto pride do težav, če jih želimo pripraviti do tega, da bi se izražali, da bi risali, slikali, igrali inštrument, peli in tako naprej. S takšnim izražanjem se namreč sproščajo tudi čustva. Otroci pa si tega ne želijo. Zato moramo biti zelo pozorni na takšne otroke. Moramo prepoznati takšno vedenje in se z njim tudi na pravi način spopadati. To torej ne pomeni, da je otrok izjemno priden in željan novih znanj. Lahko torej pomeni, da gre pravzaprav za hudo travmo. Za konec bi rad opozoril na nekaj pomembnih vidikov travme. Travma lahko popolnoma uniči nadaljnje življenje otroka. To pa velja za nepredelane travme, ki smo jih potlačili v svojo podzavest. Takšna travma otroka uniči in to tako zdravstveno, telesno, duševno, v vseh pogledih. Tega se moramo zavedati. Ampak pomembno pa je tudi nasprotno stališče. Če pogledamo z druge strani, pa je tako, da travme, ki jih uspešno predelamo, ki jih vključimo v svoje življenje. Otroci, ki so doživeli hude preizkušnje, pogosto znajo bolje ločevati bistvene stvari od nebistvenih. So bolj zreli. Pogosto pride tudi do religiozne in spiritualne poglobitve, torej za globlje doživljanje. Zaradi travmatičnih doživetij ljudje pogosto dozorijo in lahko se potolažimo z mislijo, da mi kot učitelji nismo popolnoma nemočni. Seveda ne moremo preprečiti tega, da otroci doživljajo travmatične dogodke. Ne moremo preprečiti naravnih katastrof, vojn in drugih stvari, ki se lahko otrokom zgodijo. Ampak, ko pa že pride do tega, vemo, da lahko s pedagoškimi metodami otrokom pomagajo predelati travmo in začeti procese samozdravljenja. Zdaj vemo, kako lahko zasnujemo ustanove in kako lahko pomagamo pri tem, da doživetje travme postane nova priložnost za rast. S pomočjo pedagogike torej iz krize naredimo priložnost in prav to je bistvo krizne pedagogike.